Juhu! Patrik! Dobrodošel. Živjo. Zdravo, živjo. Izvoli, na naš kavč. Hvala lepa, hvala. Da Govorila je odplešemo pesem, skupaj. zdaj pa še kakšno rečemo. Tako, ja. Tako, najin ples. Komu je ta pesem namenjena? No, v bistvu tako je, ne, jaz, mislim, sej, veliko ljudi me sprašuje, tudi kot avtor, ne, imaš tako v življenju se ti dogajajo različne stvari in jaz sem imel tudi pač različna obdobja in vsako obdobje nekako nosi neko svojo zgodbo in tako tudi se mi zdi, da mi je najbolj tako všeč, da se nekako tako izražam pa napišem na papir tisto, kar se mi trenutno v življenju dogaja. In to se ti je dogajalo, torej to tvoja resnična, oziroma zgodba iz resničnega Ja, jaz ne morem biti fake, pač jaz sem tak, da tako, ko je tisti moment, tako napišem in tako sem tudi za prvi komad in tudi za tega naslednjega. Ja, v prvem si iskal eno simpatijo. Tako, ja. Si jo najdel? To me vsi sprašuje. Kakšna je zgodba? Lepo veš še enkrat zgodba. V bistvu prvi komad Pesem o tebi je naslov. Gre za izgubljeno simpatijo iz Zagreba, ja, ki sem iskal. Pač v bistvu sem tam spoznal eno punco in smo se zelo lepo ujela, smo tudi debatirala tako cel večer, ker je bil en koncert in tako in pol kar nekrat mi je izginila, tako jo nisem več najdel. Ampak med tem, ko sva se pogovarjala, sem mi to povedati, pač, da sem glasbenik in to, da se ukvarjam s glasbo in da ji bom napisal komad, ne. Itak mi ni verjela, da se veš, kako so ženske, ne. Ja. Lej, to rabimo dokaze. Ja, pa pol sem vseeno, tako me je nekako to gnalo naprej, da moram to za to punco narediti. In sem tako napisal komad, pa sem še tako zgodbo naredil, da iščem to simpatijo iz Zagreba, pa če se najde, oziroma če kdaj posluša, kaj še intervju, pa to ne mi napiše, ker nisem tegnil spoznati, pa ugotoviti, kako se kliče, pa se izmenjati stikov. Torej se še ni oglasila. Se še ni oglasila, ne? Je v hrvaščini. Oglasila se jih je kar nekaj, ampak nobena tista originalna. Ne. Da bi prevedel? Ni v hrvaščini. Ja, sej, mogoče bi... Ne, ker ni Hrvatica. A ni Hrvatica, a ja, da ni Hrvatica, si mislim, da je pa, ja. Ne. No, mogoče pa zdaj posluša. Mogoče pa zdaj, ne. Pa boš dobil klic. Če kjerga leta je bilo to? Kdaj se je to zgodilo? 2023. 2023. Ja, se pravi. Se pravi, če si bila 2023 v Zagrebu in si se pogovarjala z enim fantom? Zdaj se pa ne mislim, da je bil Prljevo kazališče ali nekaj tazga, če se ne motim. Tako te je osvojila in začarala, da ne veš. Decembra je bilo to, ja, na Lučkah je bilo to. Na Lučkah. O, to pa je bila romantika. Ampak v bistvu tudi v tem videospotu sva bila z Igorjem zelo pozorna in sva videla eno punco, plesalko, ki nekako poskrbi za piko na i v tem videospotu. Ja, mislim, tako je, ja. Naslov je tudi Najin ples in sem rekel, za ta spot moram tudi dobiti dejansko plesalko. Ni dovolj samo igralka, ker ponovadi se tako za spote se jemlja igralke. Zdaj sem pa rekel, mora biti prav plesalka, da naredi nek svoj ples tudi, ki ga imate, če si boste pogledali spot oziroma ste si ga zdaj, je tudi ta ples viden in imela neko svojo koreografijo. Stela, se kliče Stela Fon. Tudi uči ples, zelo fajn punca, zelo v redu. Plesalka tudi super, mislim. Bi mogla tudi mogoče danes prideti, ampak ji ni uspelo, ker je zbolela, tako da ob naslednji priliki se tako pozdravi se, Stela. Ni pa šlo brez zapletov, ne, pri snemanju tega videospota? Ja, veš kako je, vsak spot nosi nek... To je tako, to se zgodi spontano. To ni nič, da bi zdaj mogel pa nekaj izrežirati, ker jaz zmer rečem, ker tudi se pogovarjamo doskrat z Menartom, ker da z njimi imam tudi pač njihova PR-oka, mi dela tako članke in to. In reče, da je dobro imeti pač neko zgodbo za javnost, ampak jaz ti zmer povem, da te zgodbe se ustvarjajo same. Pač iz vsakega snemanja, tako kot smo imeli za prvi spot Pesem o tebi, smo snemali v Kamnolomu in se je kmalu zrušila ona stena na nas, ne. Tako smo imeli zdaj, recimo, jaz sem prišel na parking, pa rezerviram 3 parkinge tle v Tivolijo, ne. Ker sem rezerviral tako, da imamo čim bližje zanositi opremo, ne. Ker drugače bi bilo full delč zanositi, pa bobne, pa mikrofone, pa kitare in vse. In sem rezerviral 3 parkinge, se pravi enega zame, enega za plesalko Stelo in enega za snemalno ekipo, ne. In tako sem postavil 3 kovčke na parking, ne. In se pripelje en Audi, ne, tako, in reče gospod v Audiju, ja, ne morate tukaj rezervirati, ne. In sem rekel, se zdaj tle 100 metrov za vami, zdaj bo prišel, ne. Ja, ne, gledajte, ne bova se prerekala in to, ne. In šele na to sem jaz gotovo, da se prerekam z gospodom Jankovičem. Pač nisem vedel prej, kaj je bil v avtu, ne. Ja, a je stopil potem ven? Pa stopil ven, pa sem rekel, ja, gospod Jankovič, za vas ni problema, ne, sej ste tle župan in tako, ne.
valjda prednost. Tako da polje stopil ven, pa smo se pogovarjali in to je rekel, fantje, ja, lepo, da snemaste tukaj, najlepši park v Sloveniji in tako naprej. In pol nam je celo še počastil parkirnino. Res? Zelo fajn. Lepo se je odvila potem ta zgodba. Ja, super. Izbrali ste park Tivoli. Ja. Zakaj? Listi padajo z nebes, ne vem. Listi, mogoče tako, tak ambient, ne vem, to je tako ideja, ki pride, ne, pa nekako moraš to idejo uresničiti, ne vem. V bistvu, kamor te nekako vleče, ne? Ja, tam, kamor se spomniš tisti moment. Tisti prostor, ki ga začutiš. Ja, mogoče, ja. Saj nima drugače veze tako Tivoli z samim komadom ali pa s tekstom, ampak je pa fajn zgodba nastala v spotu, no, tako se mi zdi tudi v redu kadri, pa vse je zeleno od zadaj, tako lepo. Vedno slediš sanjam, glede na to, da bil si v skupini Jastrebi, oziroma še vedno načeloma ste fantje, ne pa punca, ampak odločitev, da greš tudi solo kariero nekako usporedno. Ja, to je pa v bistvu tako, jaz sem imel zmer željo ustvarjati nekaj avtorskega, nekaj svojega pisati. Tudi sem pisal doskrat, ampak da si zmer mislil, oziroma sem se dol potiskal, sem mislil, nekdo drug bi boljš napisal. Tako varianta, sem napisal, ampak ja, oni bi verjetno boljš, pa rajš bom onga vprašal za tekst, pa to. Pa sem se pa enkrat odločil, zdaj pa res je fajn, da nekaj svojega naredim, ampak jaz imam tako tekste pa stil pisanja bolj v rock stilu, kar mogoče za skupino Jastrebi ne bi bilo primerno, ker smo bolj tak veselica pop band. In sem tudi takrat napisal najprej zase, pol pa so videli fantje iz Jastrebov, da je bilo ful dobro, pa so rekli, pa daj bo še za nas, pa sem pa za Jastrebe napisal še Kameleon komat. In se mi zdi tudi tako ful v redu, da se lahko izražam v nekem drugem žanru, tako rock stilu, ker tudi je to moj, pač tisti, kar imam jaz na duši, ker vsak avtor ima svoj stil. Super, da slediš sanjam, samo kje te lahko še vidimo zdaj v prihodnje? Ja, zdaj, tako so te promocije z radij, televizije, to tudi imam v planu naslednji komad že, skozi se dela, tudi imam skupino Impuls, ki je v bistvu moj band, ki zdaj vadimo s fanti in se pripravljamo na različne dogodke in koncerte. Super, se potem ujamemo, poletje bo dolgo. Tako, drži. Hvala lepa za današnji obisk. Hvala vam, vse dobro. Hvala.